habe den Glauben an den Sieg verloren. Lauft ihr mit dem Führer! Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o nacističnem ustroju, ki je bilo nemško najmočnejše orožje. Govorili bomo o radiju in propagandi. Nacisti so v času vzpona na oblast močno izkoriščali propagando, da bi izolirali, demonalizirali in izločili Jude te druge skupine iz nemške družbe. Po Hitlerjevem vzponu na oblast leta 1933 so nacisti prevzeli nadzor nad mediji, zaprli neodvisne časopise in prevzeli oblast nad radijem, filmom, poročili, gledališčem in glasbeno produkcijo. Hitro so nadzirali skoraj vse medije, ki so bili na voljo nemškemu prebivalstvu, ter izkoristili to za moč, za širjenje propagande na različne načine. Uporabili so simbole, kot je svastika, da bi spodbujali politično zvestobo, nacionalizem in nacistično ideologijo. Z vzponom radija kot novega medija so nacisti prepoznali njegovo moč in naročili poceni radio, ki je omogočil milijonom Nemcev, da so poslušali radijske oddaje iz obdobja svojih domov. Pod nacistično oblastjo so vsi nemški filmi postali predmet cenzure in nadzora. Snemali so filme, ki so demonizirali Jude in jih primerjali s podganami, ter prikazovali domnevno idealnega čistega Nemca. Nacisti so spretno uporabili vse propagandne tehnike, da bi izolirali, demonizirali in izključili Jude iz družbe. Hkrati pa so svetu pokazali, kako nevarna je lahko propaganda v rokah strokovnjakov. Nacistična stranka je s pomočjo radijskih postaj širila svoje sporočilo med novimi sledilci. Spodbujali so argument, da je Nemčija zaradi Versajske pogodbe utrpela krivico. Poleg očitnih oblik propagande, kot so plakati, šolski programi in drugi mediji, je bil radio ključno sredstvo za subtilno in manj neposredno sporočanje. Leta 1923 je ustanovitev nemške javne radiotelevizije privedla do ustanovitve 9 regionalnih radijskih podjetij. Radijsko oddajanje je reguliralo državno podjetje Reich, ki je imelo 51% delež v lasti Ministrstva za propagando. Preostalih 49% pa 9 podjetij, ki so nadzorovala vsebino programov. S povečanjem frekvenčne moči in razvojem vsebin, ki so bile na voljo na radiju, se je število poslušalcev v Nemčiji od sredine do poznih 20 let prejšnjega stoletja močno povečalo. Kljub politični nevtralnosti v začetku so se radijske oddaje, ki so se začele leta 1924, kasneje uporabile za spodbujanje in manipuliranje ljudstva. Nacistična stranka je radio začela uporabljati po predsedniških volitvah leta 1932. V radijskih sporočilih je bil še vedno prisoten protinacistični element, ki je prinesel pozitiven izid za Paula von Hindenburga. Nasprotniki nacistične stranke so po radiju poskušali obsoditi njen referendum proti Versajski pogodbi leta 1929. Med volitvami februarca in marca 1933 je bil Josef Goebbels, minister za propagando nacistične stranke, in je preprečil drugim strankam prenašanje političnih oddaj. Med temi volitvami so Hitlerjeve govore pogosto predvajali na forumih na prostem, med drugimi tudi radijski prenosi shodov, pohodov in javnih demonstracij. Namen javnih demonstracij je bil ustvariti vtis množične priljubljenosti na glasove na volitvah leta 1933. To je bilo veliko bolj učinkovito kot takrat, ko je imel Hitler govor v prazni sobi, kar ni bilo tako dobro slišati na radiju. Po zmagi na volitvah in nadaljnji taktiki, ki je sledila, je nacistom junija 1933 uspelo prevzeti oblast radijske postaje. Radijske postaje pa so postale del Ministrstva za propagando. Goebbels je nadzoroval zamenjavo sovražnih radijskih menedžerjev in poročevalcev s podporniki nacistov do aprila 1934, pa so se vsa regionalna podjetja poenotila pod nacistično ideologijo. Njen slogan pa je postal radio v vsako nemško hišo. Goebbels je leta 1933 naročil množično proizvodnjo poceni radijskih sprejemnikov, znani kot Vox Sender ali ljudski sprejemnik. Goebbels je rekel, da je radio postal duhovno orožje totalitarne države, ki je uničilo duha upora. Vsebina nacističnega radijskega programa je vključevala glasbo, igre in Hitlerjeve govore za antisemitsko vsebino, ki se je stopnjevala skozi desetletje.
Ocena iz leta 1935 kaže, da je Hitler prenašal svoje govore po radiju in je dosegel več kot 56 milijonsko občinstvo od 70 milijonskega prebivalstva. Cenzura na radiju je privedla do prepovedi jazz glasbe leta 1935 in zakonov proti prestrezanju nenemških postaj. Kazni pa so vključevale tudi smrt. Tudi radijski sprejemniki v množični proizvodnji so bili zasnovani za omejenim dosegom, da bi preprečili oddajanje v tujini. Zakon proti jazz glasbi je zanimiv, ker so ga v Nemčiji prepovedali. V tujini pa so ga uporabljali kot propagando. Goebbels in swing skupina Charlie, ki jo je sponzorirala nacistična stranka, so svojo glasbo predvajali v Združenih državah in Veliki Britaniji, so sporočili o judovski zaroti in šibkih britanskih voditeljih. Tudi če radio ni bil dosegljiv, so javni zvočniki širili nacistično propagando v tovarnah, javnih trgih, šolah, uradih in restavracijah. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.